Hiram, tirski kralj, je bil Davidov sodobnik in prijatelj. Veš, da moj oče David ni več utegnil postaviti Gospodu svetišča. Zdaj pa mi je Gospod moj Bog naklonil, da imam okrog sebe mir. Zato mu nameravam sezidati hišo, kajti mojemu očetu Davidu je dejal: tvoj sin, ki ga bom posadil za teboj na prestol, mi bo postavil hišo. Zdaj torej ukaži, naj zame na Libanonu nasekajo ceder. Moji hlapci bodo delali s tvojimi. Izpolnili bomo tvojo željo za cedrov in cipresov les. Moji ljudje ga bodo spravili z Libanona do morja. Po morju ga bom splavi pripeljal do kraja, ki ga boš določil. Od tam ga boš sam odpeljal. Ti boš pa dajal živež za mojo hišo. Salomon je pošiljal vsako leto Hiramu veliko pšenice in olja. Tako sta sklenila zavezo. Kralj Salomon je iz vsega Izraela poklical na tlako na tisoče ljudi. Izmenoma je pošiljal tretjino mož na Libanon, da so sekali in odvažali les, 2/3 pa sta ostali 2 meseca doma. Drugi so morali delati kot nosači in kot kamnoseki v gorah. Kralj je naročil, da so nalomili velikanske sklade za temelje pri templju. Hiramovi in Salomonovi ljudje so delali skupaj in pripravljali les in kamenje za tempelj. Po 4-letni gradnji so bili postavljeni temelji in 7 let pozneje je Gospodova hiša stala. Krasno poslopje je imelo zunanje in notranje dvorišče, preddverje in glavni sveti prostor. Posebno dragoceno je bilo opremljeno presveto, prostor, kjer naj bi bival Bog. Stene so bile iz cedrovega lesa, pozlačene in okrašene z rezbarijami. V tem prostoru, ki ni imel nobenega okna, naj bi stala skrinja zaveze. Salomon je zbral v Jeruzalemu vse starešine in poglavarje rodov. V pričo njih so duhovniki vzdignili skrinjo zaveze in jo iz svetega šotora prenesli v tempelj. V Božji hiši so jo postavili na njeno mesto, v presveto. V skrinji zaveze sta bili samo kamniti tabli. Ko so duhovniki prišli iz presvetega, je Gospodovo veličastvo v oblaku napolnilo tempelj. Gospod je postavil na nebo sonce, sam je hotel prebivati v temi. Kraljevsko hišo sem ti sezidal, prebivališče za vse večne čase. Potem je Salomon stopil pred vsem Izraelom k Gospodovemu oltarju, povzdignil oči k nebu in molil. Gospod, Bog Izraelov, ne zgoraj v nebesih, ne spodaj na zemlji, ni nobenega Boga, ki bi bil tako zvest svojim služabnikom, kakor si ti. Svojemu služabniku, mojemu očetu Davidu, si obljubil, da ti bo njegov naslednik sezidal hišo. Obljubo si držal.
Zdaj pa izpolni tisto, kar si še obljubil mojemu očetu Davidu. Dejal si mu: nikoli se ne bo zgodilo, da bi ne imel naslednika na Izraelovem prestolu. Zato morajo tvoji potomci paziti, da mi bodo pokorni, kakor si bil ti. Glej, celo nebo te ne more obseči, kaj šele ta hiša, ki sem jo sezidal. Imej svoje oči dan in noč odprte nad to hišo. Dejal si, da hočeš tu prebivati. Poslušaj prošnjo svojega služabnika, poslušaj prošnje svojega izraelskega ljudstva, ki tu moli. Po Salomonovi molitvi je padel z neba ogenj in použil žgalno in klavno daritev. Gospodovo veličastvo je napolnilo tempelj. Izraelci so se vrgli na obraz, molili in slavili Gospoda. Salomon in ves narod sta darovala Gospodu. 7 dni so praznovali, potem je ljudstvo poslal domov. Salomon: posvetil sem hišo, ki si jo sezidal. Moje ime bo tu večno živelo. Moje oči in moje srce bosta tu večno. Če boš živel kakor tvoj oče David, če boš izpolnjeval moje zapovedi, bo tvoj prestol obstal, kakor sem bil obljubil tvojemu očetu. Salomon je sezidal poleg templja palačo, ki je bila prav tako sijajna. 13 let jo je zidal in nato razkošno opremil. Salomon je tudi sicer veliko zidal. Utrdil je jeruzalemsko obzidje in gradil močne trdnjave. Zato je potreboval veliko delovne moči. Potomci podložnih narodov so morali delati kot sužnji. Izraelcem je nalagal tlako. To je povzročalo v deželi veliko nevolje, posebno med severnimi izraelskimi rodovi. Salomon je zgradil ladjevje in dovažal iz daljnih dežel zlato, srebro, slonovo kost in redke živali, da je lahko plačeval svoje gradnje. Slovel je kot eden najbolj bogatih kraljev. V Egiptu si je omislil bojne vozove s konjskimi vpregami. Bog je Izraelcem prepovedal, da bi si jemali poganske žene, ker bi svoje može zapeljale, da bi častili malike. Salomon se za to prepoved ni zmenil. Poročil se je s faraonovo hčerjo iz Egipta. Za stranske žene si je vzel več drugih poganskih deklet. Te so ga zapeljale, da je poleg pravega Boga častil še tuje bogove. Za svoje poganske žene je postavil oltarje, kjer je z njimi daroval malikom. Bog se je razsrdil nad Salomonom. Ker si prelomil zavezo z menoj in se nisi držal mojih zapovedi, ti bom iztrgal kraljestvo in ga dal tvojemu hlapcu. Samo zaradi tvojega očeta Davida tega ne bom storil, dokler si še živ. Tvojemu sinu bom pa odvzel kraljevsko oblast nad vsem Izraelom. Le zaradi svojega služabnika Davida mu bom pustil rod z mestom Jeruzalem, ki sem si ga izvolil za svoje prebivališče. Za kazen je storil Bog, da se je obdobje miru pod Salomonom končalo. Sovražniki, ki si jih je bil David podvrgel, so se spet vzdignili. Najbolj nevaren Salomonov nasprotnik je bil njegov uradnik Jerobeam, sposoben nadzornik vseh delavcev na tlaki. Nekega dne ga je srečal prerok Ahija, ki je vzel svoj novi plašč in ga raztrgal na 12 kosov. Jerobeam,
vzemi si 10 kosov. Kaj ti tako govori Gospod? Salomonu bom odvzel kraljestvo in dal tebi 10 rodov, ker me je zapustil in prelomil moje zapovedi. Ti boš postal kralj nad Izraelom. Če boš izpolnjeval moje zapovedi in ukaze, kakor moj služabnik David, potem bom s teboj. Od tedaj dalje je Salomon stregel Jerobeamu po življenju. Zato je pobegnil v Egipt in ostal tam do Salomonove smrti. Salomon je vladal v Jeruzalemu kot kralj nad Izraelom 40 let. Ko je umrl, so ga pokopali v Davidovem mestu. Njegov sin Roboam je postal kralj za njim.